Sotiš in Šamarjanka sta dva slovenska ljudska plesa, ki še danes živita med ljudmi. Živita predvsem med Prekmurci, tam ta dva plesa ljudje še vedno plešejo na svadbah, na raznih veselicah, tam, kjer seveda godci ta dva plesa igrajo, živita pa tudi v folklornih skupinah. Seveda spet največ prekmurskih, ki poustvarjajo to izročilo prekmursko, ampak tudi drugih slovenskih, ki se ukvarjajo s poustvarjanjem tega. Sotiš je ples, ki se pleše na melodijo v dvodobnem taktu, ima krajši obrazec kot sama Šamarjanka, ta plesni obrazec, pleše se pa večinoma prosto po prostoru, čeprav ga najdemo danes v folklornih skupinah tudi v urejenih oblikah. Ljudje pa izjemno uživajo ob tem plesu, ko ga plešejo zaradi same melodije, ki jo ima. Živi med ljudmi, zveni lepo med ljudmi, če godci to dobro zaigrajo, krasno zaplešejo. Da pa sta živa Sotiš in Šamarjanka, zato pa so nedvomno zaslužni, bom rekla, v prvi vrsti glasbeniki. Če glasba, se pravi, ne narekuje tempa oziroma ne igra Sotiša in Šamarjanke, se ne bo plesala. In v Prekmurju vsaka glasbena skupina, ki igra na veselici ali pa na gostiji in predvsem na gostiji, zaigra tudi Sotiš Šamarjanko. In tudi tisti, ki tega plesa sicer ne bi poznali, ki se ga mogoče niso naučili v osnovni šoli, kar gre za hvala naši, bom rekla, Jelki, ki pač skrbi za to, da tudi otroci spoznajo osnovne korake tega našega oziroma obeh plesov. Se pravi, tudi ostala mladina nekako poskuša potem ta ples zaplesati. In verjemite mi, da v času gostije se Sotiš in Šamarjanka igrata večkrat. In prav zaradi tega je ta ples še vedno živ in bo, jaz upam, živ tudi ostal. Ja, nekako za beltinsko šolo velja geslo ali pa misel, da rastemo iz korenin. Folklora v samih Beltincih, vemo, je že dolgo, prav tako je dolgo krožek kot folklora tudi na osnovni šoli Beltinci. Bi se ti naučila plesati. Moja mama pa je pri folklori spevala pa plesala, pa bom jaz tudi. Jaz sem pa bil na gostovanju, pa so plesali Sotiš pa Šamarjanko. No, pa le bom plesal pa speval, te bom pa na harmoniku igral. Jaz sem pa bil na rojstnem dnevu, pa so plesali Sotiš pa Šamarjanko. Zelo rada plešem folkloro, za njo so me navdušili mama, sestra in pa stric. Plešem jo že od vrtca, na raznih veselicah in prireditvah. Folkloro plešem že od vrtca, tako kot večina Beltinčarov pri nas, kaj je takšna velika tradicija glede folklore. Drugače pa že ati je tudi plesal folkloro, že dolgo plešem, potem sem se odločila tudi za seminar za folklornega vodjo, pa zdaj pa Jelki pomagam pri vodenju teh otroških skupin.
Meni ples pomeni zabavo, veselje, zaradi plesa sem srečen, pa družim se tako s prijateljami. Šamarjanka je ples, ki se pleše na melodijo v trodobnem taktu. Pleše se v parju. Plesalci pa plešejo prosto po plesišču, večinoma tam, kjer prosto plešijo. Seveda, ko pa ples postavijo recimo folklorne skupine na oder, se pa pleše v bolj urejenih oblikah, zelo pogosto v krogu ali pa tudi v kakšnih drugih formacijah. Harmoniko igram že 15 let. Trenutno študiram v Gradcu harmoniko, tako da je za vse praznovanja, za vse stvari, kje gre harmonika zraven. Ja, saj ko igraš od 5. leta pri folklorni skupini, se že sproti navadiš, pa ti mentori povejo, kak plesni, tak za glasbo, kaj kje za igrati, kak paziti, kak gledati. Eno z drugim je povezano. Seveda, kot vsi ostali plesi, imajo tudi Sotiš več variant. Mi kot folklorna skupina, pa tudi ostale folklorne skupine po Sloveniji, ima vsak za sebe neko osnovno varianto. Pri nas je to kar tista, ki je najbolj znana tudi širši publike. Čist osnovni koraki, pleše se po krogu naprej. Vem, da se tudi sami včasih lovimo, pa se sprašujemo, kaj je za to za verzija, to smo že kdaj plesali, nismo še. Ampak osnovni korak je pa pri vseh isti. Tudi če se pleše recimo z več potrki, z manj potrki po krogu v vrstah, pri Sotišu imamo 2 prikoraka v vrtenico oziroma kakšne ploske vmes.